Radio SI Main Stage. Tako, Eva je ponovno z nami, zdaj že z izkušnjo studija, kjer se bo koncert zgodil. Kamere so postavljene, fantje so že uglasili svoje inštrumente. So. Super je. Kaj pa to me zanima, tvoj ritual, preden začneš pet, kako ogrevaš glasilke ali se kako pripravljaš, vase poglobiš, v tišini počakaš? Ja, rada se poglobim vase. Glasilk nič ne pripravljam, ker jim zaupam, da vejo, kaj morajo narediti. No, ampak recimo, ne, tam urca, danes bo seveda koncert krajši, ampak tam urca pa pol recimo koncerta, ne, je naporno za telo in za duha, ne, kako to z izkušnjami pridobiš, ali kako te kdo nauči, ko hodiš na kakšne vaje ali kako? Mal je, zelo velika je kondicija, drug del je pa zdrav duh, bi jaz temu rekla. Če imaš zdravega duha, pa energije ne zmanjka. Tako da nič žlice medu pred koncertom in topel čaj in jaz osebno nič tega ne rabim, si pravim, raj poskrbim, da je moj duh dobre vole, pa zdrav in pol glasilke delajo kaj nič. Dobro, ugotovila sva tudi, da je glasba seveda in umetnost kanal, ne, da se sproščaš. Tako je. Kaj pa sama zasedba, to bo koliko članov vas je, ne vem, profesionalnih, polprofesionalnih glasbenikov ali z ljubeznijo do glasbe, kako? Ja, zdaj v detajle glih ne vem, pa tudi te meje se nekako zabrišajo, vsem, ko si že skoraj 25 let v tem poslu, ne. A veš, kako boš določil, kdo je zdaj profesionalen, učen, neučen. Sploh na podlagi tega, da v bistvu edina vaja, ki zares šteje za muzičarja, je stanje na odru, ne? Tam se prava vaja zgodi. Vaje, ki jih imamo mi v naših placih, pa to so sam predpriprave, tako da ti v bistvu znaš komad, pa veš, kaj boš delal, ne? Teh okoliščin, ki se pa na odru zgodijo, pa jih noben ne more ponarediti. Tako da te prav trening se odvija na odru. In koliko koncertov imaš, s tabujeci že za seboj, recimo? Tam okoli 200. Pa to dejansko šteješ ali tako? Ja, sem kar štela, ja. Sem težko, ne, da ne prešteješ. Tam povprečno med 35 do 40 koncertov na leto. Tako da ja. In v vseh letih se seveda sešteje, ne? Ja. No pa še rečemo zdaj te 2 leti, ko ni praktično nič, ne, da bi mogli biti že kar konkretno več. Ampak trema se vrača zaradi teh premorov, ko si omenila? Trema je vedno bila, veš. Vse, če lahko pa domač rečem, vse nas rad prime, preden je treba iti na oder. Ali pa ko se lučka prižge, ne, Helena? Ja, recimo, ja. Recimo, ker na odru ni lučke, ne? Ali je kakšna lučka, kako, recimo? Ne, nam se prižge lučka, ne? Ampak tudi lučka ni vedno garancija, se veš, ne? Ja, včasih se kaj zabliska tudi. Je tudi lučka, ne? Ves čas. Ja. Ja, nam se naš intro si. spusti. Tako da pa vemo, po intro tu. Evo, zdaj pa je. Je kdaj kakšen zamudnik? Ni se še zgodil. Bolj to, da se je mogoče intro mogel ugasniti, če je koga še na WC No, to sem stisnilo. ravno hotela vprašati. Če je v bistvu to istočnica intro za nekoga, ki je še na WC-ju, ne? Ja, rečemo. Organska muzika, vidiš, ne? Ne. Gre od zgoraj, ne? Ne, enkrat se je pa zgodilo ful dober v Celju, po zimi, decembra, ne, to praznično Celje, tam na glavnem trgu smo imeli koncert, velik oder, poln trg ljudi in med enim solotom, ko smo ga res na polno žgali, vrže ven elektriko in glih prav, ker je kitarist mogel iti na stranišče in ko je vrnil se nazaj, se je elektrika čudežno nazaj žgala, tako da evo, je višja sila organizirala toilet break, veš. Ja. To je ta izmenično enosmeren tok, ne? Ja. Glasba, ne, prejle je, Eva si omenila, da tam, ne, malce world music etno, da se te nekako tudi dotakne, ne, da je glasba pač širša, je morda tudi zato naslednji komad Marina Sati? Ja, zelo me v bistvu zanima in pritegnejo me vse te, kako bi rekla, kulturna glasba, ne. Različne kulture me ful zanimajo, recimo mi je všeč afriška glasba, ker tudi ko je megla ali pa dežuje zunaj, ko si prižgeš afriško glasbo, ti sonce začne sijati noter, ne, v hiši. In Marina Sati je tudi ena izmed takih, ki na zelo zanimiv način
zame osebno prepleta moderno glasbo z svojim izročilom, ker je Grkinja. Ne? Tako, ne, zaradi tega sem jo zbrala. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Tabuji z nami od 10:15 naprej, live stream. Grščine ne znam, ne? Okay, kalispera, pa kalimero, ne? To je vse, kaj znam reči. Ne? Ti razumeš grščino ali ne? Ne razumem. Me je pa ta pesem toliko potegnila, da sem šla dejansko pogledati, kaj to besedilo pomeni, kar ona poje. Dokaj se mi zdi recimo zanimivo. Marsikdo recimo je že dejal, da tudi italijanščine, če ne zna, pa rad posluša italijansko glasbo ali pa francosko, ne? Se pravi, tam vokal, ne? In besedilo kot dodaten inštrument. Vse ljudje bi tudi lahko rekli, ne, da skozi izgovorjavo in z čustvom, ki stoji za izgovorjavo, lahko tudi marsikaj razumemo, tudi če ne znamo jezika. Ne. Da glasba res funkcionira, ne, v neki celoti, ne, od točke A pa do 360 Tako, nazaj. Ne. Kaj so fantje kaj rekli? Vse vi se vozite skupaj v kakšnih kombijih ponavadi in imate potem kakšne debate pred koncerti, kakšen team building mini ali kako? Veš, da, sem kombi je Las Vegas, ne. Tabujevski, tako da tukaj ti ne morem kaj dosti povedati. Razumem. Ja. Glede današnjega koncerta, ste se kaj usklajevali, ste imeli kakšno posebno idejo, kot si dejala, nekih velikih oziroma pogostih live stream koncertov niste imeli? Ne, ampak sej nastop na radiju je vsem drugačne, kot če bi zdaj mi sami od sebe organizirali koncert, pa rekali, levo, to je pa zdaj namesto koncerta v živo, a ne. Je vsem malo drugačen občutek, smo tudi že posneli to plato Ištekani, ker je tudi radijski nastop. Tako da ne, radi pridemo, pripravili smo en akustičen repertoar, malo smo priredili te svoje komade, pridružili sta se še 2 back vokalistki, ful sem vesela, da imam končno malo ženske družbe, a veš. Tako da super bo, pridite poslušati. Vsekakor se bodo vsi priklopili, ne? Helena, če pomisliva na to, da je zdaj že kar nekaj koncertov za nami, ne? Pa da so se zdaj Tabuji nekako v akustični verziji preoblekli, kot je dejala Eva, pa imava najbrž še kakšno vprašanje za Evo tudi, ne? Zdaj že? Ja, morda kakšno izmed onih, a pa dobro, če jaz za začetek je malce v neko smer, ne? Ja, da nas je to neko navskrižno zasliševanje. Ne. Tega midva ne obvladava, kaj se zgubiva. Veš, kaj je smere pri teh navskrižnih zasliševanjih, je good cop, bad cop, ne? Ja, to je. Da sem samo malce še, Borut, prej si rekel, da veš samo kalimera, kalispera, kaj pa metaksa, uzo in to? Ja, ampak tisto ne govorimo, ne? Ne, koliko se spomnim, metaksa ima kao 3, pa 5, pa 7 nekih kolajn, ne. Ja, ampak tega se še spomnim. To so kot pač tiste, ne, ampak hitro odpadejo z etikete, se mi zdi, no. Drugače, no, kot smo že pri glasbi in live glasbi, preden bo vas Heleno imela to zasliševanje. Največji koncert, ki si ga v življenju doživela, kateri band si poslušala, kje, kdaj? Ali pa eden izmed, no, ker je seveda težko reči. Manu Chao. Ja, mislim, da je bilo na Gospodarskem razstavišču. Mogoče se bo malo smešen slišal, ampak jaz nisem človek množic. Velikrat stojim gor na odru, pa se sprašujem, joj ljudje, kako se vam da? Tako da zaradi tega nisem glih veliko hodila po velikih koncertih, ker mi to nekako ne sede. Ful imam rada koncerte tipa Cankarjev dom, kjer si lepo imaš svoj sedež, se usedeš in res poslušaš glasbo, na kar si prišel. Tisto na Manu Chao, to sicer meni je on zakon, ne, pa njegova muzika mi je ful všeč, sama izkušnja mi pa ni bila tako fajn, ker se je ta men tip brez majice cel prešvicen skozi zaletavo vame, tako da ni bilo glih, da sem zdaj ful uživala v tej glasbi. Ampak ja, ta je po moje bil največji. No. Čeprav vidiš, ne, greš na koncert, pa v bistvu nisi z soljudmi na istem koncertu. Ne? Ja. Ti si poslušala en čisto drug koncert. Ja. Vsak v svojem filmu. Ja. Ne? Imava kakšno globoko vprašanje. Ja. Potem pa dajva. Ne? Eva, poleg glasbe, katero je še področje, ki te recimo najbolj zaposluje v življenju? Umetnost. Aha, kako pa je videti tvoj jutranji ritual? Moj jutranji ritual? Je kaj umetniški? Tako, ne?
Lej, zdaj za 3 Pozdrav tedne, zadnje 3 tedne ali zdaj na splošno v življenju, ker zadnje 3 tedne se vstajam približno povprečno ob 4 in se vozim po celi Sloveniji na radio, tako da ni glih najbolj sijoč. Najbolj romantično. Jutranji ritual. No, sicer pa vseeno, kako pa je videti tvoj dober dan? Moj dober dan. Jaz živim na podeželju, tako da zbudi me sonce. In potem en lep sprehod čez gozd in naravo in potem v moj studio oziroma atelje ustvarjati glasbo ali pa slikati ali pa kaj takega. No, če živiš v naravi, imaš tudi vrt? Ja. In potem kaj najdemo na tvojem vrtu? Vse. Sploh maline, zasadila sem 8 malin, pa imam vso živo možno zelenjavo, zelo veliko paradižnika. Zelo veliko ozimnico si pripravim za vsako leto, tako da sem prava kmečka deklina. Torej, da si vešča v kuhinji je povsem absurdno vprašanje, ne? Sem. Kaj pa naraje skuhaš? Tako imava z dragim razdeljeno. Jaz sem bolj za te ekstravagantne zadeve, varianta mehiška hrana, kitajska, indijski kari, take stvari, on pa bolj te domače, ne vem, ričet, kakšne te klobase. Ne vem, zakaj sem pričakoval, da je za žar zadolžen. Če se malce še obrneva k skupini, kdo v bendu je največji romantik in kdo največji realist? Oboje je v istem človeku, čeprav čudno zveni. Ali pa da bi rekli 2 veliki nasproti in to je Easy, basist. On je največji romantik in največji realist istočasno. Vse v enem torej. Eva in knjige? Ja. Katera področja? Kakšno priporočilo ali zadnja knjiga? Trenutno berem Anastazijo. In če bi se srečala danes sebe kot 15-letno dekle, kaj bi si svetovala? Ti, Sunday. S klicajem. Ja. Z 2. Ja. Samo da ni tistih 3 pikic, ko se spotakneš prek. Ja, to je to, kar se mene tiče, Eva. Hvala. Ni bilo bed, hvala. Ja, preden še sklenemo ta pogovor, bomo slišali, torej, prej smo se pogovarjali, parni valjak, ne? V čast Akiju. Ja, v čast, v spomin in sve još miriše na njega ali kako? Na njo, ker naj. Dobro, v originalu pač. Radio SI Main Stage. Tako, 9:46 minut, še pa ure do koncerta. Akustična preobleka, to si že zaupala, back vokalistke. Ja. Kaj bomo kaj slišali? Ja, hite. Aha, nekaj izpred tvojega časa, nekaj iz tvojega časa. Nekaj iz mojega časa, pa seveda tale naš nov singel, ki ga predstavljamo, tudi v akustični preobleki. Z novim singlom in za albumom, če zdaj le omenimo, na naši spletni strani, spoštovane in spoštovani, kot tudi na Instagram strani ter Facebook strani Radia SI, je možno sodelovati. Nagradno vprašanje smo zastavili kar enostavno, kako je kaj z obletnico. Če jim daš kakšen namig, če kdo še morda ni seštev števil. Kaj moram povedati prav, ali naj se malo potrudijo ljudi? Naj se malo potrudijo, ja. No, naslednjo leto bo obletnica, ampak ne unata okrogla, ampak taka, malo drugačna. Dobro, če pa fotko pogledajo, pa je tudi že jasno. Ja. Res, ja. Nič, Helena, kaj bova rekla, Evi, dober glas in... Tako, dobra energija, dober glas, dober stas, pač in tako kot je rekla sama sebi 15-letnici, ne? Ti kar? Ti Sunday. Ti Sunday, ja. Ti Sunday pa tudi fantje naj danes uspejo in naj se koncert zgodi, kot se mora. Hvala. In bom prenesla, z veseljem. Radio SI Main Stage.